Gorica in Rudar sta se v pokalnem tekmovanju merila četrtič, prvič v polfinalu. Obe ekipi sta že stali na vrhu pokalnih stopničk. Velenjčani so pokalno lovoriko osvojili leta 1997, ko so bili v finalu na 2 tekmi boljši od Primorja. Goričani so leta 2001 premagali Olimpijo, leta 2002 pa še takratnega drugoligaša Aluminij ter bili leta 2005 poraženi v finalu s Celjani. Goričani so zmagovitim zadetkom iz Urake v sodniškem dodatku prve tekme v Velenju preigrali dobro popotnico na povratno srečanje v prijetnem pomladnem popoldnevu v športnem parku. Minimalna prednost severnoprimorcev je bila sicer zaradi zadetka v gosteh pomembna, seveda pa so imeli svoje načrte tudi Velenjčani. Šesta medsebojna pokalna tekma, zanimivo šele druga v športnem parku, se je začela v pričakovanem ostrem tempu in s klasičnim taktičnim nadigravanjem. Na prvo priložnost smo čakali do 12. minute, ko je obetaven protinapad krenil Koda, a ga je zaustavil Knezović. Prvi velenjski strel pa je sprožil Kodin konkurent za prvenstvenega strelskega kralja Eterović, oba sta dosegla po 12 zadetkov, a je bil Kordac uspešen. V naslednji akciji je bil še enkrat v dobri poziciji Koda, ki pa se nazadnje ni najbolje znašel in še enkrat potrdil, da v zadnjih krogih ni v strelski formi. Zato pa je v 29. minuti ugodno pozicijo za strel preigral Lapadula in poskrbel za vodilni goriški zadetek. To je bil trenutek, ko se je zdelo, da so Velenjčani v zaostanku z 0:2 brez možnosti za vrnitev v igro. Strel Črnčiča tik pred odmorom je dal slutiti, da vendarle še niso rekli zadnje besede in v drugem polčasu so poskrbeli, da je bila povratna tekma še napeta. Najprej je z roba kazenskega prostora meril Rotman, ki pa ni bil dovolj natančen. Takoj zatem se je žoga preselila v velenjski kazenski prostor, ker pa Boniperti ni najbolje zaključil obetavne akcije. V dobri minuti nato še tretja akcija, še tretji strel, tokrat ga je sprožil Podlogar in Kordac je imel dovolj dela, da je žogo preusmeril. Ampak dobrih 10 minut pozneje je Podlogar našel žogi pot v mrežo. Najprej prosti strel Eterovića in odbita žoga, ki je, podobno kot na prvenstveni tekmi v Kopru, Goričani niso uspeli izbiti in priložnost je izkoristil Podlogar. 1:1 in Rudar je bil na pragu preobrata, za katerega je potreboval še en zadetek. Naslednje minute so ponudile pričakovano velenjsko pobudo, toda tudi nekaj posameznih goriških akcij. Po podaji iz kota je preko gola meril Vetrih. Še enkrat je poskusil Eterović, ki je bil zadolžen za proste udarce, je bil nenatančen. Potem pa 87. minuta, ki je dokončno odločila povratno tekmo. Po preigravanju Badzofije je Krefl nespretno igral z roko in sodnik Mertik je dosodil najstrožjo kazen. Natančen je bil Gianvitom iz Uraka, ki je zadel v končnici prve tekme v Velenju in potrdil tudi goriško napredovanje v veliki finale. Rudar je četrtič nastopil v pokalnem polfinalu in bil tretjič poražen. Goričani so bili doslej v polfinalu poraženi 4-krat, letos pa preigrali četrti nastop v finalu.